Tokrat bomo z avtodomom v jesen potegnili naše spomine iz poletja. Poletje, v katerem smo prevozili zelo veliko zanimivih kilometrov tako po 4 kot 2 kolesih. In obiskali dirko vseh dirk ter prvi veliki pokoronski avtomobilski salon, na katerem smo govorili z zanimivimi sogovorniki in spoznali vroče avtomobilske jesenske novosti. Pa poglejmo. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V prvi jesenski oddaji, v kateri se sliko, morda tudi nekoliko z mislimi, vračamo v poletje, v čas počitnic. In v čas, ko se je v trajnostno-turističnem smislu avto samo še bolj utrdil kot naše najbolj priljubljeno prevozno sredstvo v času počitnic. In verjamem, da to ostane tudi, ko bodo prišle krompirjeve oziroma novoletne počitnice. Avtomobil že zgolj zaradi dejstva, da se lahko kadarkoli odpravimo kamorkoli in se na to tudi vrnemo, in ob upoštevanju varnosti ter udobja postaja naš počitniški štirikolesni najboljši prijatelj. Zaradi vplivov korone smo tudi to poletje Evropejci v turističnem smislu izbirali predvsem take destinacije, iz katerih bi se lahko v primeru okužbe ali spremenjenih barv na semaforju države, v kateri bi bili, hitro vrnili z avtom nazaj domov. Povečal pa se je tudi trg drugih oblik počitnikovanja, recimo avtodomi, prikolice in potovanje z motorji. In David je letošnje poletje končno naredil izpit za motor. Hvala, Andrej, za čelado. Ampak gremo nazaj k avtodomom. Miha se je odpravil na eno prav zanimivo avtodomarsko popotovanje. No, to dirko sem si pa res želel videti, jo izkusiti. Ker pri 24 urah Le Mana res ne gre samo za to, da dirkači nabirajo kilometre, se prehitevajo. Tiste Formula 1, tisto je 2-urni rock koncert. Tu pa gre za vikend doživetje, za poletni festival, za noč, ki ima seveda svojo moč, pa za tisto čarobno atmosfero, ki se prav vsakič splete. Seveda, na festivale se gre kampirati in zato smo tudi mi letos za obisk Le Mana izbrali takšen način prenočevanja. Ampak saj nismo veliko spali. Na pisti se je ves čas nekaj dogajalo. Dež in sonce sta si namreč nenehno izmenjevalo vodilno vlogo, zato je bil varnostni avto pogosto vodilni avto. Tudi po noči. Fasciniralo nas je recimo tudi to, kako previdni so bili vsi po vrsti glede napovedi zmagovalca. Čeprav je bila Toyota nesporni favorit, si prav nihče ni upal biti miren. Toyota je bila namreč v Le Manu že prevečkrat osmolena. Od blizu smo si ogledali tudi napadalca za prihodnjo sezono, Peugeota, ki bo po ravni cesti drvel s 300 km/h, kar brez zadnjega krilca. In bili smo v boksu ravno takrat, ko se je pripetilo izredno stresno popravilo. Pa bili smo tam, kjer pripravijo vse potrebno, da so postanki za gume kar se da ekspresni. In nasploh so prav gume za Le Mans pustile največji vtis. Njihova tehnološka plat. Spa-Francorchamps is one of those circuits that you can have -4 degrees in May when we do the race there, but you can also have +35 degrees, and it's a really old, aggressive surface. It's really open. What we say is more macro rough. And you know, we're going to finish the season after Le Mans 24 Hours. We're going to Bahrain in the middle of the desert. We race from the day into the night again, so similar times of day to Le Mans, but completely different extreme again. It's a very longitudinal circuit, so it's very demanding on braking and very demanding on traction. And there's no real high-speed lateral corners where you're putting a lot of lateral load into the tyres. And then we come to Le Mans. And we have a road that's used by the public for the majority of the year, and then we close it for 24 hours to go motor racing. And you've got to think with the road surfaces,
we have trucks, we have cars, we have buses, you know, all these different vehicles using it. That really wears the tarmac compared to what is used on a racetrack. But also then all the different materials and spillages and, you know, diesel pumping out the side of one of these trucks and all these things, it all has an impact on the surface. And when we're looking at the development phase of bringing tyres into this class, we have to understand that it's going to work on all these different extremes of Bahrain, of Spa, of Portimao, of Monza, Fuji, but then it's going to work for 24 hours at Le Mans on these two different surfaces in all these different temperatures. Toda dirkanje ni samo zabava in marketing, vzdržljivostne dirke so pravzaprav inženiring, razvoj. Take your road car, be it a Fiat or a Ferrari, and take it out on a motorway and drive it as fast as it can go for 24 hours. And think of it, what's going to break, how long is it going to last? And these cars drive at that limit for 24 hours with drivers pushing them much harder than you or I could do, or even consider doing that. It's an amazing feat of engineering. And then you think of what we have to do with the tyres, and especially now, we have one specification of slick tyre that is doing all conditions throughout the race. We're in the peak heat of the day to the middle of the night where there's that bit of dew and moisture on the track and the drivers have to manage that. There's a lot going through on what we have to push, and in the race we've already seen teams doing nearly 700 kilometres on one set of tyres. You compare that to other racing series and what they do, it's not possible. 700 kilometres on one set of tyres. Torej išče se vsestranska guma, guma, ki bo grabila v vsakršnih razmerah. Ampak išče se tudi guma, ki bo hkrati tudi zdržala. The whole point of what we've done with the ultimate style track day tyre is you can drive the car to the circuit on the same tyre. You do your track day all day and then you drive home at the end of it. You look at Focus RS's, you look at M2 competitions, the level of performance that you can purchase now as a general person is really extreme, and we have to make sure that we can make the tyres to do that. The Supersport range that we've produced now is actually derived from racing. See, the compound technology now we're using in endurance racing is in the Supersport RS, and that's what we're bringing to the customer. No, gumarski posel je z motošportom neločljivo povezan in to se vidi. Tudi oddaleč. In slovita leteča ladja je prvič na dirkališče vzletela leta 1960 v Miamiju. Če pa mislite, da na teh dirkah ta balon služi samo za promocijske namene, se motite. V resnici ta balon uporabljajo tudi snemalci, zato da posnamajo kadre, kakršne tale. Točno ta leteča ladja pa je zaznamovala tudi poletje v Sloveniji. Točno ta gigantski balon je poletel tudi nad Ljubljano pa nad Bledom. In v njem sta bila tudi dva izmed vas, gledalcev avtomobilnosti. Zanimiv podatek. V bistvu pilotiranje tega ni tako enostavno, da je kar zahtevno, da ko si enkrat pilot, sen potrebuje še 2 leta izkušenj, da lahko dejansko pilotiraš tele balone, ker pač enostavno tukaj so potrebne samo izkušnje. Da je največji v bistvu zrakoplov takega formata na svetu. Da smo mi leteli na višini 300 metrov, dejansko lahko gre sicer do 3000 metrov višine. Mi smo šli, mislim, da 60 km na uro, največ pa mislim, da gre približno 130. Ste kar veliko slik naredili, da bojo kakšne dobre. Najlepši je bil pa Bled, jezero. Je kar zamikal, da bi šel malo zaplavati. V nadaljevanju predstavimo Yaris Cross, ki ima vse, kar mora danes imeti sodoben, atraktivni mestni avto, tudi 4-kolesni pogon, ki se vse bolje prijema na trgu. Spoznamo pa tudi pravo mestno legendo novega Volkswagena Pola in 2 Peugeota, ki ju nič ne loči, oziroma narobe. 2 Peugeota, ki ju nič loči. 2008 in 208.
BSOV, se pravi mali, mestni, pustolovc, kakorkoli ga imenujemo, so običajno modeli, ki prinašajo tudi največje količine vsake blagovni znamki. Ta segment je v zadnjih 4 letih v Sloveniji se podvojil in Toyota je dejansko zadnji, ki prihaja v ta segment. Čeprav smo leta 1994 ta segment ustvarili z prvo generacijo RAV4. In če gledam tistega RAV4 iz leta 1994 z Yaris Crossom, vidim kar nekaj sinergij oziroma primerjav in to me navdušuje, da bomo s tem modelom dejansko, po mojem mišljenju, naredili preboj tudi v Sloveniji. Adut številka 1 za Slovenijo pa je torej 4-kolesni pogon. Slovenija pač hribovita dežela. Combination of a hybrid system and an all-wheel drive system is really unique in the segment, so you cannot find it in any other of our competitors. And of course we have the heritage of our SUVs. We have the technology in Toyota to provide such kind of all-wheel drive system, even adapted to BSUV, so it was a match which we could easily make. Imajo tehnologijo, ampak imajo tudi znanje, pa izkušnje seveda. Torej, znali so vse skupaj povezati tako, da tehnika niti ni preveč zakomplicirana. In to je vedno dobro, na dolgi rok. See the two motors in the transaxle, then one of them is a driving motor, so it directly provides a torque to the wheel. One of them is a generator from the engine, so sometimes it's go to the charging the battery, sometimes go to the front wheel to provide the power. So this is the basic concept of our Toyota hybrid system. Four-wheel drive, actually the front component is the same, and additionally we have the rear motors, and it connects to from the battery to the front motor, also rear motors. So this is an additional component for the four-wheel drive. Običajni način preferira vožnjo s samo prednjim kolesnim parom, programa Snow in Trail pa stalno poganjata vsa 4 kolesa. In medtem, ko program Snow dozira moč bolj nežno, torej bolj snežno, pa terenski program Trail zagotavlja, da je moči v vsakem trenutku na razpolago kar največ. Seveda zato, da se recimo tudi po blatu ves čas vozite, da ne obstanete. Ampak vprašali pa smo tudi, koliko so Yarisa Crossa prilagodili našim slovenskim ovinkom, kajti terenci, ki se peljajo dinamično, so lahko zelo trdi. Yaris pa hoče biti tudi udoben. We have increased the suspension rigidity on the rear by 29% by adopting a new torsion beam. Also on the front we have increased the new stubby bar, which is more stiff, so that all the roll stiffness goes into the hardware components, that we do not have to put them in the shock absorbers or the springs, so that we can yet keep a very agile, good handling performance, but on the other hand also keep a very comfortable ride. Pri tem terenskem Yarisu pa je pravzaprav bistvenega pomena prav to, da mu je ime Yaris. Veliki Yaris, terenski Yaris, Yaris Cross. Ker to pomeni tudi, da je zasnovan po filozofiji Big Small. Torej, avto je majhen po zunanjosti, ampak velik po vsebini. You can fold the seats 40-20-40, you can adjust the deck board heights. We have a flex belt system which you can use to fix goods when you go shopping. We have a kick sensor which opens the boot, just a kick underneath the bumper, perfectly fit for city usage conditions. Bili pa smo tudi na prvem velikem avtomobilskem salonu po koronskih ukrepih, ki so močno omejili sejemsko dejavnost. Avtomobilski saloni so bili že pred korono v velikih škripcih. Korona je njihovo usodo, predvsem pa nujno potrebo po vsebinski preobrazbi, samo še pospešila. Največji mednarodni avtomobilski salon IAA tokrat ni bil v Frankfurtu kot vselej, ampak v Münchnu. Še bolj pomembna pa je vsebinska sprememba. Postal je mobility in na prvem mestu niso več avtomobili, ampak tukaj so start-up zagonska podjetja, tukaj so raziskovalni inštituti, ki so jim sejemska vrata zdaj odprta na stežaj. Potem so modreci in raziskovalci sodobne mobilnosti. Preko 500 govorcev bo razmišljalo o tem, kaj bo poganjalo človeštvo jutri. Tukaj so ideje, ki presegajo desetletja razvoja trajnostne mobilnosti. Od sodobnih električnih avtomobilov, ki so že sedanjost, do dronov, ki bojo sprehajali pse, do recimo električnih koles, ki vlečejo za sabo potovalne prikolice. Je pa Münchenski salon še enkrat več pokazal, da je o trajnostni mobilnosti veliko lažje govoriti, kot pa jo v resnici udejanjiti. Povsem jim je namreč spodletel poizkus,
da bi z različnimi sodobnimi multimodalnimi rešitvami transporta v urbanem okolju povezali točko A na sejmišču s točko B. In tako se münchensko mobilnostno potovanje konča v točki B, ki pa je presenetljivo postavljena v center mesta. In gledalci avtomobilnosti zelo dobro veste, ker smo o tem res velikokrat govorili, da je avto v prvih 100 letih mobilnosti človeku v mestu predvsem prostor jemal in da bo v prihodnjih 100 letih tako okoljsko kot trajnostno gledano moral mesta zapustiti in prostor vrniti človeku. Ampak ker brez avta še ne gre in še nekaj časa ne bo šlo, so avtomobili v Münchnu prišli v mesto v tišini, prinesli s seboj celo travo in vodo in umetne zvoke ptic. Toliko iz Münchna, kjer avtomobilski salon je bil, Oktoberfesta pa letos ne bo. Ampak zdaj gremo nazaj k avtomobilom in preden nas Luka zapelje z 2 Peugeotjama, še misel, do katere smo prišli, ko smo se ravno vozili v povsem električnem Peugeotu 2008 ob prehodu z poletnega na jesenski koledarski čas. V avtomobilnosti smo že večkrat govorili o pasteh jesenske vožnje, pri čemer nismo mislili samo na hladno vreme, dež, meglo in druge spremenjene vozniške razmere, ki morajo izostriti naš vozniški občutek. Še posebej smo poudarili, da se prav jesenski vožnji rada pridružita tudi utrujenost in stres. No, poleg listja. In ko smo testirali povsem električnega Peugeota 2008 v intenzivno prehodnem obdobju, smo ugotovili, kako res električna vožnja oziroma električni avtomobili dobro, človek bi lahko rekel celo antistresno vplivajo na voznika in na vožnjo. Glavni del k defenzivni, antistresni vožnji zagotovo prinese dejstvo, da ni motornih vibracij, motornih zvokov in da je v kabini tišina. Piko na i pa zagotovo doda tudi avtomatski menjalnik. Če temu dodamo še primerno vzmetenje, zelo dobro delujoč radarski tempomat, udobne sedeže in dober audio zvočni sistem, potem vožnja ne le da je lažja, ampak se povsem spremeni. Kot smo med preizkusom ugotovili, smo električni 2008 vozili veliko bolj strpno, umirjeno, ne tako dinamično, kot bi vozili njegovo bencinsko ali dizelsko različico. Zdaj pa skok v 208 in 2008. Primerjavo pa je naredil Luka. Čeprav ne izdelujejo samo te vrste pogona, so električna vozila postala nekakšen reklamni pano proizvajalcev. Izmišljajo si nova poimenovanja, nove blagovne znamke, pri oblikovanju električnih vozil pa se poslužujejo zelo futurističnih prijemov. S Peugeotom pa je nekoliko drugače. Čeprav sta modela 208 in 2008 za nami električna, izgledata nekako povsem običajno. Gre namreč za strategijo večenergijske ponudbe. Tako sta ta 2 avtomobila na voljo tudi z bencinskimi in celo dizelskimi motorji, medtem pa električni pogon predstavlja le vrh ponudbe. No, pa če se vendarle odločimo za električno različico, kaj pravzaprav dobimo? Oba avtomobila imata identičen električni pogon. No in če ga čisto na kratko razložimo, elektromotor z močjo 100 kW se nahaja spredaj in poganja prednji kolesni par. No, baterija pa se nahaja po celotnem dnu vozila. No in ta baterija ima tisto uporabno kapaciteto 45 kWh. Lastnike električnih različic modelov 208 in 2008 bo razveselilo dejstvo, da njuna prostornost v primerjavi z klasično gnanimi različicami ni prav nič okrnjeno. Zahvala gre novi koncernski platformi. V praksi ne gre torej le za nekakšno predelavo bencinske različice z električnimi komponentami, ampak je v skladu z multienergijsko mislijo razvoj potekal že od samega začetka. Zato je ostal enak prtljažnik, na zadnji klopi pa se še vedno povsem spodobno sedi. Sploh v modelu 2008, ki je od 2 nekoliko širši. Enaka je ostala tudi armatura. Nov je le meni za nadzor električne vožnje, kjer lahko nadzorujemo pretok energije, pregledujemo statistiko porabe in pa upravljamo z nastavitvami polnjenja. No, poglejmo, kako vse skupaj deluje med vožnjo. Na
našem testu se je povprečna poraba pri mešani vožnji gibala nekje med 16 do 18 kWh na 100 prevoženih kilometrov. No in to pomeni, da lahko ta dva električna Peugeota, kljub za današnje standarde razmeroma majhni bateriji, z enim polnjenjem prevozita nekje med 250 in 300 km. Mi smo tekom našega testa z njima brez težav shajali, ampak kljub temu bi zelo težko zatrdili, da lahko električna Peugeota že predstavljata prvi avtomobil pri hiši. No, boste pa vseeno lahko na daljših poteh polnili z močjo do 100 kW, no seveda na električnih polnilnicah, tistih hitrih, ki to že omogočajo. Z obema električnima različicama se lahko prav prijetno uživaško dinamično peljemo in naš zaključek je, da električna Peugeota ponujata eno najbolj prijetnih in lahkotnih voznih izkušenj med električnimi vozili. Peugeot je z električnim pogonom ponudil še eno zelo privlačno možnost za svoja priljubljena modela 208 in 2008. In čeprav električni različici ne želita izstopati iz povprečja, vseeno nekako izstopata. Razlog seveda tiči v pompoznem oblikovanju in zasnovi teh modelov, ki smo jih še bolj podrobno predstavili ob naših prvih testih. Ta dva testa lahko kadarkoli poiščete na našem YouTube kanalu. Problem dobave polprevodnikov je v avtomobilskem svetu postal zgodba zase. Tako velika in tako pomembna, da se politični in gospodarski veljaki vseh pomembnih držav proizvajalk avtomobilov dogovarjajo z azijskimi državami, še posebej pa s Tajvanom, za dvig proizvodnje. In nezmožnost dobave polprevodnikov se pozna tudi pri proizvodnji in dobavi avtomobilov, tudi pri nas. V številkah to pomeni, če gledamo glede na letošnji slovenski avtomobilski trg, da bi bila številka samega trga, ki je sedaj nekako obstala na lanskoletnem nivoju, sigurno 10 do 15% višja kot sicer, če bi vsi skupaj bili v stanju izdobaviti vozila. Tako mi zaostajamo ta trenutek sigurno nekih 500 do 1000 avtomobilov, ki bi bili že izdobavljeni našim strankam, če bi proizvodnja laufala na načrtovanem nivoju. Tudi novi Polo se tako ni uspel ogniti težavi, ki tare ves avtomobilski svet, ampak novi Poloti so tu in imajo kaj pokazati. Ko pa bo proizvodnja spet stekla tako, kot je mišljeno, pa upam, da bo čas tudi za kakšnega Harlekina. Pred 25 leti je namreč prišel iz proizvodne Harlekin Polo posebnih barv. Nekaj originalnih Harlekinov je res zapeljalo tudi po slovenskih cestah, nekaj pa se jih vsake toliko novih tudi rodi s kakšnimi novimi deli oziroma rezervnimi deli z drugega avtomobila. Ampak pustimo to za kdaj drugič, poglejmo novega Pola. Tudi v segmentu Pola so SUV že najmočnejši del. Je pa zanimivo, da ravno segment Pola je pa tisti, kjer bi pa rekel, da klasični kratki zadki še vedno močno kljubujejo in so še vedno zelo povpraševani. To pomeni, da SUV T-Cross, pa CUV T-Roc in pa prihajajoči SUV Coupé Taigo kradejo drugim avtomobilskim razredom, ne pa Polu, samo dodajajo prodajne številke. Ampak da bo tako ostalo tudi v prihodnje, so zdaj Pola osvežili. To ni nova generacija, je pa zelo obsežna prenova. Avto izgleda bolj dinamičen. Digitalizacija, ki jo imamo sedaj v novem Golfu, v ID-ju, je prišla tudi v novega Pola. Dobil je še dodaten airbag, sredinski airbag, odlikujejo ga pa seveda nove LED matrične žaromete od opreme Stalnberg. Seveda govorimo o lučeh, s katerimi voznik praktično nima opravka, saj vse naredijo samodejno. Žaromet ves čas sveti z dolgo lučjo, pa nobenega ne zaslepijo, zato ker ugasnejo tisto diodo, ki bi svetla direktno v nasproti vozeče vozilo. Takšne žaromete ponavadi avtomobilske znamke ponudijo kot doplačilo, tudi pri večjih in dražjih in bolj prestižnih avtomobilih. No, pri Polu so pa jih vključili serijsko že kar v drugi nivo opreme. Se pravi, žarometi niso na voljo za tiste, ki iščejo najcenejšo ponudbo, ampak za tiste kupce, ki iščejo optimalno ponudbo.
Svetlobne diode pa najdemo tudi drugje na maski avtomobila. No, ta svetlobni trak, ta svetlobni podpis postaja vse bolj zaščitni znak modernih Volkswagenov in tudi Volkswagenu Polu. Ta svetlobni trak da zelo močan značaj, močan pečat. No, ampak LED tehnologijo najdemo tudi na zadku. Ta je v 3D LED tehnologiji. Soudeležence v prometu pa bo Polo fasciniral z dinamičnimi smerniki. Novost pri asistenčnih sistemih pa je sistem Travel Assist, ki nam omogoča, da samo z enim klikom vključimo tako aktivni tempomat, kot tudi ohranjeni na sredini voznega pasu. Dodamo pa še to, da je volanski obroč kapacitiven, torej voznikove roke na volanu zaznava s pritiskom, ne pa več z mikropremiki. Kar se tiče motorizacije, pa je ponudba zelo enostavna. Litrski bencinski turbo trivaljnik bo predstavljal praktično vso prodajo. Skoraj pravimo zato, ker je na vrhu Polove ponudbe različica, ki sliši na tiste slovite črke G, T in I. GTI je zelo pomemben, ker je nekako emocionalno tista špica v vsakem modelu, ki pokaže, kaj je možnega ta trenutek. In tudi prodajno gledano, med 2 in 5% naročil bo GTI-jo. Črke so seveda postale slavne z Golfom GTI-jem. In ali veste, da je najnovejši Golf GTI prvi Golf, ki je na dirkališču hitrejši z vsemi vključenimi elektronskimi sistemi podvozja. Dirkačem ni več treba ničesar izklapljati. Naj bodo vaše jesenske vožnje kar se da barvite, Kot harlekin, tisti originalni in čim manj stresne, ne glede na to, kakšen pogon je v vašem avtu. predvsem pa vas vabimo, da se oglasite na naših socialnih omrežjih in na naši spletni strani, da boste vedno na tekočem z novicami iz sveta mobilnosti. Pa srečno!